Lepo pozdravljeni, Alja Malis tukaj iz vadbene klinike. V tem kratkem videu bi rada z vami delila nasvet, kako začeti z vadbo po porodu. Namreč ni popolnoma vseeno, kdaj začnemo in na kakšen način začnemo, čeprav smo pri ginekologu po 6 tednih dobili zeleno luč. Ginekolog namreč pogleda vaginalne zadeve, zadeve z maternico in predeli, ki so njegova kompetenca, ne pogleda pa mišično-skeletnega sistema, mišic medeničnega dna, morebitne diastaze oziroma razmika trebušnih mišic in tako naprej. Se pravi, če se vam zgodi, da ste imele že več porodov ali da ste imele relativno težak porod ali da ste imele celo carski rez, da dojite, se morate zavedati, da okrevanje poteka malce dlje. V vsakem primeru je porod neke vrste fizična ali tudi psihična travma za telo in celice, tkiva, organi, vezi se nekako nazaj sestavljajo še vsaj celih 9 mesecev, če ne še več, če dojimo dlje časa. In če bi se prekmalu lotili klasične oziroma preintenzivne vadbe oziroma vadbe, ki vsebuje veliko vaj za trebušne mišice oziroma trebušnjake, bi lahko tvegali, da četudi ne bi takoj občutili nekih bistvenih sprememb na slabše, da bi se nam to lahko potem negativno obrestovalo kasneje, čez nekaj časa ali pa v naslednji nosečnosti in po naslednjem porodu. Tukaj govorim o previdnosti glede prolapsa medeničnih organov oziroma spusta, lahko se spustijo v nožnico ali v danko, zato pozor, če je kakršenkoli občutek nelagodja v tem predelu ali pritiska navzdol, če se pojavlja grebenček na trebušni steni, ko se nagnete nazaj, če imate kakršnekoli bolečine v križu med lopaticami, v zapestjih, v vratu ali kolenih, potem je treba to tudi nasloviti. In poporodna vadba se začne v bistvu od znotraj navzven. Od znotraj, zato da okrepimo najprej notranje mišice in potem počasi telo sestavljamo od znotraj navzven. Tako kot hiše ne bi gradili od strehe navzdol, tudi telo ne bi začeli trenirati pri površinskih mišicah, ampak pri globinskih, tistih, ki podpirajo telo. In te globinske mišice, ki podpirajo telo, pa so direktno povezane z dihanjem oziroma dihanjem s trebušno prepono oziroma da predel trebuha in spodnjega dela reber. Ko naslovimo naše telo z ustreznimi dihalnimi vajami, hkrati naslovimo, poleg seveda teh mišic, tudi naš avtonomni živčni sistem, še posebej vagusni živec in parasimpatični del živčevja, ki nas v bistvu pomerja in skrbi za imunski sistem, in hkrati s tem tudi masiramo organe in naslovimo morebitne brazgotine in notranje adhezije, ki so pri tem nastale in ovirajo normalno delovanje recimo mišično-skeletnega sistema oziroma mišic, fascij, organov in tako naprej. In to je ključnega pomena. Čeprav te vaje ne izgledajo zahtevne, pa so veliko bolj učinkovite, sploh na dolgi rok, kot če bi začeli treninge recimo s poskoki, s površinskimi trebušnimi mišicami, plenki, jumping jacki in podobnimi vajami, kot smo jih morda vajeni. Tako da priporočam, da začnete z ustrezno certificirano strokovno poporodno vadbo, da se izognete omenjenim težavam. Pa lep pozdrav, do naslednjič!